Gospod minister, ampak zakaj pa ta aktualna vlada nima toliko korajže, da izpelje ta svoj mandat do konca in v bistvu gremo na normalne volitve, ne glede na očitke, ne glede na to, da se, kot pravite, Slovenijo oziroma vlado konkretno v tujini črni, bi vseeno morala imeti ta vlada, se mi zdi, to korajžo, da gre do konca, ker je dobila ta mandat. Ali mislite, da je edina, ki je zmožna to speljati, to me veseli? Pod tudi včerajšnji komentar predsednika socialdemokratov je šel v to smer. Rekel je, da želi, da sedanja vlada uspešno predseduje Evropski uniji. Jaz bi iz teh komentarjev nekako povzemam stališče, da očitno je neko stanje, ne, tudi v opoziciji, da uspešno lahko predseduje samo ta vlada. In jaz sem sam tudi trdno odličen, da je to res. Mislite, da je modro? Toda, veste, se pa iti takole, bom rekel, počasno umiranje na obroke, s kratnim predsedovanjem in interpelacijami, potem referendumi in drugimi zarejami in z odgovarjanjem v Evropski uniji na to, da smo država, ki vlada strahovlada, da smo država, ki tako rekoč idolizira kipe komunističnih diktatorjev, ne, v takšnem ozračju, prostite, tudi De Gaulle je v sopu. Tudi De Gaulle je v sopu, ko ni mogel več uresničiti tistih svojih zamisli, za katere se je kasneje pokazalo, da so bili edino pravilne, je v tistem trenutku v sopu. Pa mislite, da je modro mesec dni pred predsedovanjem iskati novo vlado? Ja, to ne presolijo tisti, ki ustvarjajo take razmere. Vsekakor je nauk te zgodbe v stopu naslednji. Ta vlada ni oblasti željna. Ta vlada si ne želi oblasti. Ta vlada tudi nima neke želje po prestižu, da bi predsedovala Evropske unije samo zaradi prestiža. Ta vlada želi delovati v dobro Slovenije. Vendar, če so pač odzivi taki, ki to preprečujo, potem je takoj pripravljeno to odgovornost prepustiti drugim. Ampak, gospod minister, gospod premier je komentiral rezultate volitev in v bistvu referenduma, za katere je rekel, da so zelo slabi. Se pravi, v bistvu, če bi Lojze Peterle zmagal na volitvah, bi pa vseeno vlada ne razmišljala o odstopu. Ali mora biti bi? In a ni to hecno, da v bistvu pride gospod premier iz obiska najbolj komunistične države na tem svetu, v bistvu, ki še vedno ima ta sistem, pa se odloči za tako potezo, ki je v bistvu na nek način skoraj bi rekli strahopetna? Odločno zavračam takšno odločitev. To je pa enostavno potikanje. To je dejanje odgovornosti, ki je bilo storjeno. Tega ne morem spremeti. No, ampak glede rezultatov, če bi zmagal Lojze Peterle na volitvah, mislite, da bi bilo vseeno lažje za vlado? Ne razumemo se. Sploh ne gre za to, kdo je zmagal. Gre za to, da je bilo zdaj to prikazano in tudi izkoriščeno kot nasprotovanje vladi. Podobno, kot to je tudi en zelo pomemben razlog, so bile predvidene demonstracije sindikatov to soboto. Sindikati so v fazi pogajanj z delodajalci. Sindikati zastopajo delojemalce in so v fazi pogajanj z delodajalci. Država se na gospodarskem področju v to ne more vpletati. Nima nekakšnega vpliva. Vendar, običajno so pred nejavnimi demonstracijami, ki so bile nejavnimi že prej, so najbolj napeta pogajanja med obema stranima. Skušajo doseči kompromis. Torej, sindikati so 2 tedna pred napovedanimi demonstracijami, so rekli, mi se ne pogajamo več. In začuda tudi delodajalcem je bilo to kar prav. Niso se zaradi tega nič vznemirjali. Na kar so najavili, da bodo to demonstracije proti vladi. In s tem nima nič. Upokojenci, ki niso udeleženi
v pogajanjih, kajti gre za tiste, ki so v delovnem razmerju, so najavili, da se bodo pridružili tem demonstracijam, zato ker bodo demonstracije proti vladi. In moram reči, da je nenavadno, da je tudi novo izvoljeni predsednik rekel, da se bo udeležil teh demonstracij. Ne vem, če je to običaj, da se predsedniki republike udeležijo takšnih demonstracij, zlasti, če je podton njegovega nastopa, da s tem demonstrira proti vladi. Ne nazadnje, predsednik države je tisti, ki združuje vse Slovence. Ali je to dejanje združevanja ali razvajanja, o tem naj presodi vsak glas. Zelo smo vas izčrpali, se mi zdi, da dovolj za danes. Tako ne, zaradi mene lahko govorimo še eno uro.